Kadar je učenec ali učenka v razredu zelo moteč, ga tisto uro ali pa še katero čaka samostojno delo. Gotovo tudi na vaši šoli. Stefan pa je imel individualni pouk zadnjih nekaj mesecev 9. razreda. Do tega je pripeljalo moje obnašanje. Delal sem preveč bedarij. Bilo mi je dolg čas, ker sploh me ni zanimalo, ne. Nisem sploh hotel sodelovati. Ja, zaradi tega, ker mi ni dobro šlo. Imel sem vzgojne opomine in pol pa so enkrat poklicali mamo, pa so rekli: "Glejte, tako je, bomo to naredili za individualne ure, da nič to ni hudega, ne." Brez staršev ne gre. So seveda tudi se s tem strinjali, so podpisali, tudi Stefan se je mogel, oziroma pač se je mogel s tem strinjati, je mogel sodelovati. Jaz to, ko sem čul, ne, tako bilo mi je, slabo je biti sam z učiteljem, ne, v razredu, v učilnici. Samo dosti se boljše naučiš. Cilj je bil, da kljub trem opominom uspešno konča 9. razred osnovne šole. Če bi mi iskali šolo, pa bi jo našli po nekem slučaju, bi spremenil okolje, bi imel s tem težave v zadnjih, to je bilo v spomladanskem času, preden bi se prilagodil, je večja verjetnost, da ne bi uspešno končal. Ko sem videl, da mi gre, ne, dobro je bilo. Cilj je bil dosežen. Individualnega pouka pa seveda ni mogoče izvesti za vse učence. O takšnem delu so nam poročali z več šol, a poudarjajo, da je treba zagotoviti dovolj učiteljev in prostor. Okvirno od 9 do 1 je bil učenec v prostoru in on je mogel biti zaposlen. Ti, ko si sam v razredu, on te bo imel na piki, on te bo gledal, tako da moraš sodelovati in delati. Če pa mogoče, ne dobiš učiteljev, pa sam razrednik ali pa svetovalna služba tega ne zmore. In še enkrat, sodelovanje staršev. Mama je govorila, ne, da se moram malo zresniti, da nisem več otrok, ki ima 12 ali pa 11 let. Takrat sem imel 15, poslušal sem jo prvič in je bilo dobro, zakaj sem jo poslušal. Ja, zdaj gledam na šolo tako, zdaj sem v srednji šoli in ni šans, da mi tukaj bojo dali individualne ure, tako da se moram zdaj sam potruditi.